Spoštovani, prisrčen pozdrav tudi z komentatorskega mesta stadiona z dežele v Celju, kjer domujejo novopečeni slovenski nogometni državni prvaki. Pred nami je seveda posebna tekma, kajti danes bo en kup slovesnosti, da tako rečem. Tole je pokal, ki ga bodo Celjani prejeli po tekmi. Seveda bomo tudi to slavnostno podelitev pokala za celjsko drugo prvenstveno zvezdico pospremili v neposrednem prenosu. Že pred tekmo bo, odkar je na zadnje Majevski igral, je minilo še več časa. Tule zdaj sicer Krefl, 11 metrovka za Celjane. 11 metrovka za Celjane, Palčič je tu igral z roko. Tole je kapetan Koprčanov, ki kaže, da je roko skrival za hrbtom, toda Matoša se je hitro odločil. Poglejte, takole Krefl. Ja, povsem ob telesu, roka Mateja Palčiča seveda ni bila. Nekoliko se je razširil in ne verjamem, da bi pri zadnjih izvedbah 11 metrov. Zadnjo je sicer zgrešil Popovič, ko Matka ni bilo na igrišču. Tule je dobil znak. Matko in obramba Koprivca, potem pa vendarle gol Matka. Vendarle zadetek Aljoše Matka. Koprivec sicer z obranjeno 11 metrovko. Vodstvo za Celjane v 15. minuti, ampak opozoril sem, da je Koprivec seveda specialist za branjenje najstrožjih kazni in to je zdaj tudi potrdil, ni pa uspel preprečiti vodstva Celjanom. Matko ni najbolje izvedel 11 metrovke. Poglejte, tule se je zgodilo točno to, na kar sem opozarjal. Na eni strani Koprivec specialist za branjenje najstrožjih kazni, na drugi strani v priložnosti na Karničnik, sijajno. Ankrah. Vešner Tičič sprožil je v blok, Petriško, Vešner Tičič, znova en gol! 1-1, Luka Vešner Tičič v 27. minuti. Tole so tudi koprski tifozi. Druga tekma zapored, ko je Vešner Tičič proti Celjanom zadev v polno. Njegov 4. gol v sezoni. Takole je najprej sprožil v blok, potem pa Petriško nazaj do Vešnerja Tičiča. Brez prekrška Mittendorferja, pravi Matoša, ki je bil zelo blizu. Žvižgi z tribun, pa proti napad Kopra preko Sudžija. Osuđi in obramba Rozmana. V zapletel se je Sidibe in zdaj je krenil Matko. Matko gre proti vratom, še vedno Aljoša Matko, gol! Ja, preveč prostora za Matka, ki je zdaj izenačen na vrhu lestvice strelcev z Arnelom Jakupovičem. V 75. minuti Aljoša Matko, drugič na tej tekmi, po hat-triku na zadnji medsebojni tekmi na Bonifiki, zdaj 2 njegova gola še na stadionu z dežele. Ahmed in na koncu tule, poglejte, zapravil žogo. Morda tudi prekršek Adetunžija, kdo ve, da Matoša ga ni dosodil. Potem pa je takole Matko zaključil ob bližnji vratnici, premagal Jana Koprivca in Celjani vodijo, če slučajno ne bo posredovanja vara. Pa bo vendarle. Mislim, da ne bo zadetka Matka. Določen stik je bil. Ja, prekršek. Ne, gol, se upravičujem. Ja, pokazal je takole z roko. Prekršek je bil točno tam, kjer je pokazal Matoša, pa je še mene zmedlo, ampak pokazal je proti sredini. Redko se to zgodi. No, tule pa zdaj že na desnem bočnem Dasena.
Da Sena prečka! Kakšen debi bi bil tole! Dejal sem Kvesič, Bajde, Edmilson, Arons, poškodovani, Zec, kaznovan, vsi so bili tam. Zdaj je sicer predložek in priložnost za Koprčane! Ja, takole, spoštovane dame in Celjani, na vrhu lestvice večji del, da ne rečem skoraj da celotno sezono. Poleg mene pa tudi trener Celja Damir Krznar. Damir, čestitke, lep pozdrav. Hvala lepa, lep pozdrav.
Govorili smo seveda o tem, da je Celje praktično ves čas bilo na vrhu razpredelnice, zdržali ste tudi na koncu. Tale drugi del sezone ni bil enostaven. Kako polno je vaše srce, ne samo danes, ker vemo, da ste prvaki že 2 tedna, ampak danes je lovorika tudi dejansko v vaših rokah. Je, nikoli ni lako osvajati. Mi smo to napravili prije par dana, ali sigurno da je danas taj happy end. Danas je konec, bar kaj se tiče domaćeg terena. Na našoj zelenici lijepo se oprostiti sa pobjedom, tako da čestitke še enkrat celom mnoštvu, celom klubu. Već sam sve čestitke izrekao i prije. Danas bomo slavili, danas bomo uživali, danas je lep dan. Zdaj že nekaj časa vadite, ne? Trenirate to slavje pravzaprav in te izjave potem, ko ste prvaki. Da, nek toga bude i dalje. Naravno slavimo par dana, ali predsjednik je već naložil da budemo seriozni, da budemo ozbiljni već u slaganju nove momčadi i nekako priprave, čaka nas Evropa. Rad bi si postavili cilj zelo visoko i nadam se da bomo bili ozbiljni i da bomo do toga i došli. Andrej, Dejan. Damir, z moje strani najprej seveda iskrene čestitke za državni naslov. To vselej ostane kot nekakšen spomenik. Malo za šalo, malo za res. Koliko smo poročevalci tečni, bomo rekli dosadni, da nas boste bolje razumeli, ko nekako izpostavljamo, da Celje s 3 zadaj ne izgleda dobro, ko zamenjate sistem na sami tekmi, vidimo, da Celje znova igra bolje. Koliko to na nas vpliva, to bomo rekli, to medijsko naše pametovanje, bom včasih tudi rekel, in koliko moti dejanski proces tistega, kar očitno želite implementirati za naslednjo sezono. Ma ne, ništa to ne moti, če ne pokušaš, ne boš ni znal kak je. Ne? Pokušavamo, hoćemo vidjeti kako to deluje, teško nakon 3-4 treninga da sve klapa pa kak spada, ali nekad si hrabar, nekad si lud, ali uvijek imamo tu privilegiju vrnuti se na staro, kaj izgleda jako dobro, tako da ne, probat ćemo i kroz pripreme definitivno i sa 3, da li će to biti 3-4, da li će to biti 3-5 ili 5-3, ali moramo imati nekakvu alternativu za Evropu. U Evropi buju pričakujemo i jakše protivnike, tako da moramo biti za to spremni. Damir, v prvem polčasu sva z Andrejem ugotavljala in govorila, ne, da težave Celja niso bile posledica sistema, ampak posledica nekih individualnih napak in bom rekel nekega pristopa ali pa momenta igralcev, takrat ko trenerska zgodba niti nima nobene veze. Je, apsolutno, napravili smo 5-6 čistih napak dodavanju, čisti napak u primanju lopte, građanju lopte, tako da i to u našoj polovici, odnosno na naših 20-30 metri, tako da to je uvijek riskantno, ali mi kroz cijelu sezonu gradimo taj nekakav začetak napada od vratara i nekad se te napake događaju. Ok, prebrodili smo to, ali naravno, nije to izgledalo kako spada prvi polčas. Andrej? Čestitke Damir za naslov, na mirnosti v situacijah, ko ni bilo vse rožnato, da ste ohranili razliko, pa vse. Dobro se spočiti, pa dobro pripraviti ekipo, pa prav je, da su cilji visoki. Je, apsolutno. Naravno, imamo još eno tekmo, još moramo biti seriozni za Radomlje, odraditi tu tekmu do kraja ozbiljno. Nakon toga, nažalost, kratka pauza, 16-17 dni i gremo dalje. Nakon toga, Damir, v ponedeljek pod prečko. Naslednji. Ne pozabite na to. To je tista zadnja oddaja, ki je posvečena prvakom šampionom. Pored Dejana i da hoću, pozabiti ne mrem. Ker sem ga že toliko krat spomnil, da ne bi šel na dopust predčasno, tako da veš. Hvala lepa, Damir. Hvala vama. Hvala, Damir, in še enkrat čestitke. Hvala lepa. Hvala. Ne samo nevoljni, tudi jezen. Jezen, ker smo dobili 2 zadetka v mojih očeh sporna, zelo. In v vsej tej naši želji, borbi, se ne moramo drugače počutiti kot jezni in oškodovani. Zdaj nekako imeli ste situacije, Celjani v prvem polčasu niso bili pravi, izkoriščali ste to, prihajali v priložnosti, govorili ste tudi o teh sodniških zadevah, koliko potem takšne zadeve presekajo nekako te vaše nalete? V prvih 2 napadih bi verjetno
lahko dvakrat zadeli in na nek način v bistvu presenetili domačine. To je bil naš cilj, to je bil naš načrt, plan, želja. Nismo zadeli, celo nasprotno, zaostajali, lovili rezultat. Na koncu, ko smo pokazali mogoče več želje po tem drugemu zadetku, pa zopet vmes spregledan drugi rumeni karton. Tako da ne vem, kaj povedati, težko je drugega več, kot da sem izredno jezen. Gospod Bogatinov, najlepša hvala in srečno. Hvala. Čestitke za naslov. Celotna sezona, pravzaprav za Celjane, bomo rekli kar sanjska, odlična tudi za vas. Navijači so vam nekako podelili tudi nagrado za najboljšega posameznika sezone in tudi danes nekako kar veliko vaših zaslug, da je tudi tale proslava nekako zapečatena zmago. Ja, res je ena dolga, težka sezona. Mislim, da zelo uspešna tako celotnega kluba, kot tudi moja osebna. Mislim, da sem začel sezono kot drugi vratar, potem se je nekako začelo na Portugalskem v Viktoriji, kjer mi je Albert dal neko samozavest, zaupanje. In če pogledamo čez črto, mislim, da celotna sezona bila, ne vem, zelo dobra. Mogoče na koncu tudi kakšne dve, ki bi rad tekme, ki bi rad zbrisal, ampak ja, mislim, da dve tekmi ne morajo spremeniti celotne sezone. In moram povedati, da imamo tudi veliko odličnih posameznikov, ki so prav tako imeli dobro sezono. Tudi oni bi si zaslužili ta naziv, tako da ne glede na to, kdo bi dobil to nagrado danes, bi si zagotovo zaslužil. Večkrat smo se že pogovarjali o tem, dolgo ste v Celju, videli ste že marsikaj, zdaj vidimo tudi to, lahko rečemo, že kar eksponentno rast v zadnjih letih, napovedujejo se pravzaprav še večje stvari. Kje je po vaše zdaj meja tega Celja? Ja, res je, da sem že kar dolgo v klubu, da smo preživeli marsikaj, tako lepega kot manj lepega, ampak klub iz leta leto raste in ja, verjamem, da smo na dobri poti in verjamem, da še nas čaka veliko lepega. Veste, kaj želimo zdaj slišati še za konec? Tisto, kar ste povedali nedavno za klubska omrežja, ko ste nekako oznanili, da še ostajate vratar, da še podaljšujete kariero. Kaj ste dejali? Ja, res je, da smo imeli eni tak, da še nisem konec, čeprav ti si mi že dal predolgo nazaj tudi eno provokativno vprašanje in mislim, da še res nisem konec. Večkrat sem se za to upravičil, zdaj se še enkrat čestitke za odlično sezono in kar tako nadaljujte. Ja, Matej Palčič je v moji družbi. Prišli ste vsaj po točko v Celje, blizu ste bili, pokazali ste, da ste verjetno tista ekipa, ki je rezultatsko bolj motivirana, ampak na koncu domov vendarle odhajate z ničem. Ja, ustvarjali smo si priložnosti, lahko bi tudi večkrat zadeli in odnesli kako točko več, ampak danes, vsaj zame, sojenje ni bilo pravično in Celjani so zmagali. Govorite verjetno predvsem o tem drugem zadetku Celjanov. Ja, o tem drugem zadetku in vsi so gledali 3 minute, že to pove, da smo gledali 3 minute. Zdaj vas čaka še tekma z Mariborom, nekako slovo od sezone, spet tekma, kjer boste iskali točke. Verjetno zdaj čim hitreje nekako ohladiti glave in potem priprava na vijolice. Ja, treba pozabiti to tekmo in se osredotočiti na Maribor in vemo, kaj nam prinaša ta tekma. Najlepša hvala in srečno. Hvala vam.